Grafoskop. Premisleki o kulturno-umetnostni vzgoji. V preveč informiranem svetu je kritičnost posameznika tako rekoč imperativ in nuja, če želi razumeti in se do sveta, v katerem živi, tudi opredeliti. Zlasti ob eksponentnem porastu lažnih novic. Pri tem je ključno prav branje. Z branjem namreč krepimo kognitivne procese, širimo vedenje, bolje razumemo, zmoremo povezovati ter predvsem videti in tudi razumeti širši kontekst. Branje kot informiranje, predvsem pa branje kot užitek. Seveda pa gre tudi za socialno disciplino v odnosu do sebe in drugih. Spodbuja empatijo, nekatere skupnosti pa ga že prepoznavajo tudi kot pomemben element nacionalne varnosti. Branje kot kritična infrastruktura torej. V tokratnem grafoskopu, ki sem ga zasnoval Klemen Markovčič, v širokem kotu in v povečavah o pomenu branja, bralnih vzorih, zlasti tistih, ki vzgajajo nove bralce, pa tudi o novem nacionalnem dnevu branja z doktorico Sabino Fras Popovič in doktorico Polono Vilar z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Za vami je obsežen ciljno-raziskovalni projekt Bralni vzori, bralne navade strokovnih delavcev v vrtcih, šolah in fakultetah ter splošnih knjižnicah. Za kakšno raziskavo je šlo? Šlo je za v bistvu prvo tovrstno raziskavo v slovenskem prostoru in lahko kar rečemo tudi v mednarodnem prostoru. Raziskava je potekala pod vodstvom kolegice dr. Dragice Haramija z Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ampak ker so bile znotraj tudi vključene knjižnice, smo sodelovali tudi kolegi iz oddelka z najdaljšim imenom, torej oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Zanimalo nas je, kako in kaj berejo tisti, ki pregovorno skrbijo za bralno spodbudo preostalih prebivalcev, če tako rečem. Glede na obseg, morda vse v osnovnih konturah izpostavite nekaj ključnih, morda presenetljivih ugotovitev. No, midve lahko govoriva za knjižnični del, ker pedagoškega so, kot rečeno, pokrili kolegi iz Maribora. Zdaj, proučevali smo dve veliki skupini. Eno so knjižničarji, drugo so pa vodje knjižnic, to pomeni šolskih, visokošolskih in splošnih knjižnic. Mogoče lahko med najbolj presenetljive ugotovitve uvrstimo to, da smo za branje knjižničarjev, pa tudi vodij knjižnic, zelo splošno rečeno, ugotovili, da knjižničarji veliko berejo za sebe, za prosti čas, precej manj, premalo pravzaprav pa za svoj strokovni profesionalni razvoj. To pomeni strokovno branje, branje za strokovni namen, bi lahko bilo boljše oziroma bolj prisotno. Tudi naša pričakovanja so bila takšna, da, se veste, nekoč je bilo pregovorno, da tisti, ki bere, gre delati v knjižnico, ne? In nekako smo pričakovali, da pa bomo našli nekakšno popolno populacijo bralno, no? In potem smo ugotovili, da temu ni tako, ne? Ne samo, da vsi ne berejo, nekaterim tudi branje ni blizu, si ga ne želijo. In seveda, to so majhne številke, ampak v takšnem področju, v takšnem okolju so to številke, ki dajo misliti, ne? Torej, ko greš v knjižnico, v službo, ko se želiš zaposliti v knjižnici v službi, se nekako predpostavlja, da imaš bralno kondicijo, da ti je branje vsakdanja življenje, te navade, ne samo da ga ceniš, da ga ceniš, spoštuješ, da vidiš smiselnost v tem. Pa smo ugotovili, da ne celotna populacija. Ne? In to pomeni, da iz tega je nastalo en kup novih namigov ali pa idej, kaj naprej raziskovati. In med drugim tudi mogoče razmišljanje ali pa priporočilo, da v razpisih za delovno mesto v teh okoljih bo potrebno napisati, da je bralna motivacija tudi del tistih posebnih kompetenc, ne, in neka bralna kondicija, ker branje lahko širimo samo tako, da ga živimo in pripričujemo tisti, ki
to dejansko počnemo, ne? Ker načelnost branju poznamo vsi, drugo je pa, kjer to načelnost želimo spraviti v življenje. Ne? Druga taka velika ugotovitev, vsaj jaz sem bila na to precej pozorna, je pa delovno okolje, v katerem knjižničarji, knjižničarke, predvsem to moramo tudi poudariti, da smo ugotovili, da je izrazito feminizirana, potrdili pravzaprav, da je izrazito feminizirana populacija, zato smo začeli govoriti o knjižničarki. In tistim moškim kolegom se tukaj na tem mestu opravičujem, ker so postali knjižničarke. No, skratka, žal smo ugotovili, da kar precej knjižničarjev in knjižničark dela v bralno nespodbudnih delovnih okoljih. To pomeni okolje, kjer, če povem, v najbolj dramatični obliki, kjer se branja ne ceni in ne spodbuja. Kar seveda, če vzamemo v zakup vse, kar je kolegica pred menoj povedala, ne more biti dober obet za to, da bi knjižničarji postali to, kar je naslov projekta, torej bralni zgledi. Ja, tudi to bralno okolje, ne, delovno bralno okolje je toliko bolj pomembno, ker knjižnice so v splošni javnosti kot tista bralna oaza, ne, torej od tam naj bi črpali navdih, ne, in nas je pa zdaj potem zanimalo, kako se pa to znotraj prepleta, ne, in ugotovili smo tudi to, da na načelni ravni precej vodij podpira branje, verjame v branje, vidi učinek branja v najrazličnejših segmentih delovanja, hkrati pa ne zagotovijo časa za branje zaposlenim, zaposlene redkeje pošiljajo na tovrstna izobraževanja za bralne spodbude ali pa za spoznavanje procesa branja, ki v zadnjih 10 letih smo o njem ravno s pomočjo nove sodobne tehnologije zvedeli precej več kot pa prej. In tukaj vidimo ta razkorak med načelno vrednoto in pa tisto vrednoto, ki jo živimo. Ne? In če mi želimo iz knjižnic to branje širiti naprej na druge prebivalce, dejansko morajo biti, oziroma pričakujemo, da so delovna okolja knjižnic spodbudna branju, ker knjižnica ni enaka, ne vem, muzeju, zdravstvenemu centru, v tem segmentu. Ne? V splošni javnosti, kar so tudi raziskave, ki so jih drugi počeli, pokažejo, da knjižnice imajo, kar se tiče ugleda, branja, zelo visoko kvoto, če tako rečem, ljudje jim zaupajo. Grejo po nasvet knjižničarjev in kako bo knjižničar korektno in primerno svetoval, če ne bo bral. Ne? Tako da tukaj se nam odpira en kup novih vprašanj. Glede na obseg raziskave, kje se torej potem konča raziskava in začne implementacija izsledkov? Recimo, kako torej naprej po tej raziskavi? To je, Sabina bi verjetno rekla, vprašanje za $1 milijon. Ampak evrov. Ja, dajmo biti v evrih. No, ampak mislim, da to ni zgolj vprašanje za naju. Namreč pobudnik te raziskave sta bili 2 ministrstvi, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo, če lahko povem po izobraževanje, vzgojno izobraževanje, ki upamo, bosta zdaj z našimi ugotovitvami šli v razmisleke glede odločitev politik, spodbud in tako naprej, vsako seveda v svojem resorju. To pomeni splošne knjižnice, Ministrstvo za kulturo, šolske in visokošolske, zlasti tukaj mislim na šolske, pa seveda Ministrstvo za vzgojno izobraževanje. Kar pomeni, gre za odločevalce, ki so bili zainteresirani, da izvedo, kar smo jim mi sedaj, bom rekla, dostavili. In moje mnenje je, da bi se na podlagi tovrstnih odločitev morale prižigati lučke, morali kakšni tudi alarmi zvoniti. Glede tega, kakšni spodbujevalci branja in bralne kulture so profesionalci, tisti, ki verjamemo, da so za to poklicani. Ne? Pa se je zdaj pokazalo, da je ta kondicija slabša, kot bi si lahko želeli. Ne? Pokazalo se je tudi, da imamo en delež blaznih entuzijastov na tem področju. Ne? Torej, knjižničarke, ki živijo to poslanstvo in tudi, tako kot danes opažamo, tudi pogosto izgorijo znotraj tega, zato ker nimajo sistemske podpore pri vsem tem, da bi to lahko počele na dolgi rok. Ne? In takšna raziskava na koncu po tako kompleksni pelje v 2 smeri in jaz verjamem, da mi bomo šli po eni, hkrati opozarjali na drugo, torej v nadaljne raziskave, ker
precej je bilo vsebin, ki je nakazalo, kaj vse še je smiselno pogledati, raziskati, in pa nekaj priporočil, ki so tudi del zaključnega poročila, kako pa vseeno zdaj to rdečo luč, se malo ustaviti pri semaforu, ne kar peljati skozi, pogledati, premisliti, dati 2 koraka nazaj in sprejeti tiste ukrepe, ki se jih da sprejeti. Ne samo reči spet načelno, branje je pomembno, branje potrebujemo, ampak dajmo pogledati, kaj naredi, da bo branje živelo in da bo branje vidno. Ker mi knjige zdaj že vidimo, naprimer knjigobežnice, tudi pri vas, knjige so vidne, ampak mi zdaj pa rabimo še branje narediti vidno. In to, da knjižničarka bere, ko nekdo pride v knjižnico, to je pomembno, da ga vidi brat. Še boljše je, če ga vidi ob tem uživati, pa se smejati, ker to so pa potem tista pozitivna čustva, ki premikajo. Sicer pa ima Slovenija relativno dobro urejeno polje šolskih in visokošolskih knjižnic, koliko pa otroci, mladi, odrasli in študenti zares še zahajajo v knjižnice? Različno, bom rekla. In predvsej je odvisno od tega, kakšna je, bom rekla, klima v tistem zavodu, kjer knjižnica deluje. Kako je vzpostavljena, kako je prisotna. Pa smo spet pri entuzijastičnih knjižničarjih, kajti pa pri delovnem okolju. In delovnem okolju, spodbudnem ali nespodbudnem. In spodbudna okolja, kjer recimo se najdejo tudi entuzijasti, knjižničari, tudi učitelji, moram povedati, tam zadeva živi in diha, ampak niso pa vsa takšna. In tudi niso vsi, ki tam delajo, takšni, da bi lahko to zares spodbujali. Tako da ena od stvari, ki jih je gotovo treba narediti, je opolnomočiti vodje, ne samo vodje knjižnic, tudi vodje izobraževalnih zavodov, da bodo bolj, lahko rečem, bralno podporni, se pravi, da bodo zares lahko znali se zavedali svoje odgovornosti zagotoviti spodbudno delovno okolje za tiste, ki bodo to potem prenašali na udeležence, učence, uporabnike in tako dalje. V bistvu v Sloveniji imamo res izredno, če tako rečem, knjižničarsko infrastrukturo. Torej ob šolskih, visokošolskih še imamo mrežo splošnih in to so tudi prepletene, sodelujejo. Mi imamo sistem za razliko od marsikatere druge evropske države, kjer se te knjižnice med seboj povezujejo, seveda imamo tudi vlogo svoje nacionalke, torej matice, če ne rečem. Ampak tisto, kar je ključno, da ko prihajajo, tako kar je kolegica izpostavlja, je odnos, je klima, mladi to zelo močno začutijo. Hkrati so pa knjige, torej zdaj v knjižnici, če ni sodobnih, kakovostnih knjig, potem mladim težko kaj ponudiš ob vsej tej paleti možnosti, ki jim današnja družba ponuja. To je en segment, drugi segment pa je ta, da tudi starši, včasih je bilo to, da so pripeljali včlani otroke že v splošni knjižnici, del nekega družinskega rituala. Tudi to že počasi izginja. Vedno manj je družin, ki doma gradi svojo družinsko knjižnico, vedno manj je družin, ki redno bere mladim, sploh malim, zdaj če tako rečem, in vedno manj je družin, kjer grejo zavestno kupiti knjigo. Kot ali darilo, ali torej, da je to vgrajeno v dinamiko. In zato so toliko šolske knjižnice pomembne. Ker otrok pa praviloma, zdaj če pustimo tisti procent otrok, ki se šola v doma, ampak pride v šolsko okolje. In v šolskem okolju pride v knjižnico. Zdaj pa, če pride, je pa odvisno od vsega tega, kar je kolegica prej povedala. Hkrati je pa šolska knjižnica edina knjižnica, v katero stopi prav vsak državljan, bom rekla, zato ker je pač v svojem obveznem delu šolanja. Šolska knjižnica obvezni del šole. Žal je pa tako, da za šolske knjižnice v Sloveniji ni vzpostavljen sistem namenskih sredstev. To pomeni naklonjenost vodstva zavoda je tisto, preko česar knjižnica dobiva ali pa ne dobiva sredstva za nabavo gradiva in za vse svoje delovanje. In to je nujno treba spremeniti. To je ena od stvari, ki jih je pa res nujno potrebno spremeniti. Če povem zelo banalno, sredstva, ki se jim reče materialna sredstva, ki so namenjena v šoli za papir, za nabavo vseh repromateriala, med njimi, znotraj tega so tudi sredstva za šolsko knjižnico, kar je za moje pojme škandal.
Ali zdajšnje generacije študentov razumejo, da je branje fizično ali v kakšni drugi premeni nujno za čas študija in tudi pozneje kot vseživljenjska dejavnost? Upamo, da ja. Še eno vprašanje za milijon evrov. No, bomo imeli zdaj kar tu vprašanja. Bom tako rekla, mi se trudimo, da jim to predstavimo. Ne? Zato smo včasih tudi mogoče malo, pa ne vem, zateženi, ali kaj ne rečem, tečni. Zahtevni. Najdemo med študenti res zelo dobre bralce. Najdemo tudi večino populacije bere najprej v angleščini. Ampak, ko razvijamo pogovor, ko jim povemo, ko jim dajemo seznam literaturo, ja, razumejo. Ne? Mislim, razumejo, sprejmejo to, da je treba stvari prebrati. Je pa absolutno razlika med tistimi, ki jih dobimo v prvem letniku, na prvi stopnji, in pa med tistimi, ki odhajajo od nas na drugi stopnji, torej v drugem letniku. Ne? Torej, teh 5 let, ker jaz imam pač ta privilegij poučevati na prvi letnik, prvo stopnjo, pa drugi letnik, druge stopnje. Teh 5 let se pozna. Se pozna v pozitivnem smislu, bom rekla. Se zavedajo, tudi raziskava Knjiga in bralci, na primer, je pokazala, da ta populacija med 18 do 25 je edina ciljna skupina, pri kateri se bralne navade večajo in kjer, na primer, več posega po slovenskih avtorjih. Naprimer, kar sploh ne bi na prvo žogo rekli. Malo jim je treba kar uzavestiti, ker je bližnjic veliko. Naprimer, jaz rada rečem, da sem dobila eno negativno oceno, oziroma par pač tudi pomislekov, ker sem dala študijsko literaturo, tako kot smo tudi mi študirali članke, in potem je bilo pričakovano, da bojo oni dobili izvlečke narejene, ne da bojo sami to naredili. Ampak sem rekla, dajmo se mi pogovoriti, kaj to pomeni. Jaz mislim, da to branje, s katerim smo naše generacije zrasle, ker je bilo komponirano v plenice in od naprej gor, zdaj pa je že v plenice prišel zaslon, če tako zdaj rečem, je potrebno osmisliti skozi pogovor. Dati razlog, zakaj, torej vzpostaviti pogovor okrog smisla. Kaj ti branje prinese. Ja, zakaj pomeni. Ja. V tem smislu, to niso več generacije, ki po defaultu vzamejo, kar jim je rečemo, sprejemajo avtoriteto in branje ni za njih nekaj, s čimer se je naša družba oblikovala. Ko razviješ ta diskurs z njimi, pa ugotoviš, da to sprejmejo. Ker gre v resnici za razumevanje, ali pa razvoj razumevanja, kaj ti branje prinese. In seveda zakaj, na katerih področjih, v katerih stvarih je nenadomestljivo. Se pravi, česa se ne da s kakšnimi drugimi pristopi razvijati, izboljševati in tako naprej. In čisto mimo grede, ravno zaradi tega, in to je tudi dokazano z različnimi raziskavami, je med enimi od najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na razvoj branja drugih, zgled. In to je seveda tudi razlog za naslov projekta. In to zgled, dajmo reči, odraslega, ki bere, ampak ki bere za sebe. To pomeni ne, da bere otroku, to je seveda tudi zelo pomembno, ampak da ga drugi vidijo brati. In da ga ob tem vidijo v čustveni paleti. Tako, torej v tisti od smeha do jeze, do tega, da odložiš knjigo in rečeš, ne bom več bral, ker me je ta junak tako vznemiril, ali pa razjezil, ali pa za nič prevod. Torej, branje je vedno bilo dojeto kot neka intimna, zase zaprta zadeva. Treba ga je, kot smo že rekli, narediti vidnega v doživljanju, v prepoznavanju. In potem vidiš, da naredi klik, tudi pri mladih naredi klik, ko z njimi govoriš. To, v bistvu tudi pogovor, je najmočnejši motivator za branje. Ker branje zunaj motivirati, gre z nagradami, spodbudami, ampak tam, ker mi bralca zgradimo iz notranjo motivacijo. Sicer pa je fizično branje ena od oblik, vse pogosteje pa se ljudje odločajo tudi za slušno branje zvočnic. Bi rekli, da je med njima kakšna razlika?
Kakšna korelacija? Vesolje razlike je. Ja. Nekateri najni kolegi slušnemu branju ne rečejo branje, striktno govorijo o poslušanju, zato ker tukaj gre za zelo drugačne kognitivne procese. Z njimi se sicer ne strinjajo uporabniki knjig za slepe in slabovidne, oni še vedno govorijo o branju, tudi pri zvočnem gradivu, tam so okoliščine precej drugačne. Skratka, tam gre za poslušanje. In poslušanje v naših možganih ne sproža enakih odzivov, pa tudi ne aktivira istih centrov. In je zaradi tega tukaj velika razlika. Če mi poslušamo, seveda je bolj, da poslušamo, kot če ne bi nič počeli, ampak to ni primerljivo z branjem. Je pa poslušanje knjig, zvočnic, eden moment drugačnega funkcioniranja posameznika v družbi. Vedno več potujemo, vedno več je teh premikov. Ne? In tukaj so pa zvočnice, tako kot naprimer strokovni podcasti, ki so v veliki meri nadomestili strokovne ali pa kakovostne članke. Tukaj so pa zvočnice tisto, kar so absolutno lahko plus. Ne? Ampak ne moremo pa tega enačiti. Za določeno drugačno funkcioniranje potrebujemo branje v klasični obliki, ker se pač sprožijo ti trije centri, ki se v možganih drugače povežejo kot pri poslušanju. Ne? Če lahko dodam, seveda e-knjige, kjer še vedno gre za besedilo, so pa vmesna zgodba, še vedno bližje branju s papirja, kot pa poslušanju. Je pa, ker smo prej ravno se študentov dotaknili, pa zdaj teh e-knjig je pa zanimivo, tako katerakoli raziskava pokaže, da ko pridemo mi do študija nekih težjih vsebin, pa si tudi mladi natisnejo zadeve. Čeprav so članki dostopni in vse skupaj berejo s papirja, počrtavajo, rišejo. Ja, ta taktilnost. Absolutno pridejo. In uporabnost gradiva zato, da si ga prilagodijo, sploh kadar se pogovarjamo o globokem učenju, temeljitem učenju. Kakšno vlogo pa ima branje in razumevanje prebranega v izrazito preinformirani družbi? Kako je z bralno koncentracijo pri daljših, zahtevnejših besedilih, zlasti leposlovnih? Spet različno. Ja. In to je, zdaj bom citirala enega novinarja, ki je pred leti rekel, da je to branje tako kot maraton, kot trening maratona. Ti, ko se začneš ukvarjati s tem, da boš nekoč pretekel maraton, ne pretečeš maratona prvi dan, ko s tem začneš, in enako je z branjem. Tudi za branje potrebuješ kondicijo in jo je treba razvijati, če se le da sistematično, in tukaj zelo pomaga sistematična podpora razvoja branja. Tako da tukaj je zelo različno. Imamo ljudi z zelo dobro bralno kondicijo, tudi med našimi študenti so ljudje, ki veliko berejo in zaradi tega imajo tudi manj težav na učnem področju, si lažje zapomnijo, je njihova koncentracija boljša in tako naprej. Imamo pa tudi seveda obratne skrajnosti, in tam poskušamo narediti največ, kar lahko. Je pa zdaj kolegica rekla maraton, jaz sem pa slišala eno drugo, zdaj mogoče za tisti, ki niso to gibalno, da branje je kot velika družinska pica. Začne se s prvim grižljajem, pa fajn je, če nas je več zraven. Zdaj, kaj je ključno pri tem branju v tej poplavi množice informacij? Lažne informacije. Zdaj, če mi nič ne beremo, ali pa zelo malo beremo, zelo hitro lahko zgubimo občutek, a ga pa sploh ne razvijamo. Kaj je lažna novica, kako prepoznati lažno novico, kako... Kritični diskurs. Tista previdnost, ki pride iz kritičnega diskursa, tako odnosa. Niti ne pomeni, kar vzameš vse. In več je informacij, bolj pomembno je branje. Ker branje širi naše besede, kakorkoli se vrnemo na to, širi naše misli, širi naše ravnanja in dejanja. In se postavimo drugače kot posameznik in kot akter v družbi skozi branje. Tudi ta empatija, ki je v tej preinformirani družbi izginila in je ta množica informacij v bistvu ne spodbuja empatije, je branje in skozi leposlovje, leposlovno čtivo, zahtevno leposlovno čtivo, tisto, ki v največji meri spodbuja empatijo. Tako da tudi več ni vse eno, kaj beremo. Je pomembno,
kakovost gradiva, ki ga izberemo. Imate pa drugače prav, ne? V družbenem smislu so te zadeve na nižji ravni, kot bi si želeli. Ne bi rada rekla, da upadajo, ker imam občutek, da se zadnje čase v resnici malo pobirajo. A ne? Ampak zdaj bom spet rekla nekaj, kar mi je na zadnjem knjižnem sejmu zelo zbudilo pozornost. Ne? To so bili kolegi iz Rige, ki so preko enega dokumenta, manifest iz Rige, razglasili bralno pismenost združbe za stvar nacionalne varnosti. Ne? In zdaj, če govorimo o lažnih novicah, če govorimo o to zdaj tako zelo poudarjenih tujih vplivih na medijske vsebine, na medijski prostor in tako naprej, ki potem generirajo konec koncev tudi volilne preference in še kaj. A ne? Zares vidimo lahko, zakaj so se oni odločili reči, bralna pismenost neke družbe in bralna kultura neke družbe je stvar nacionalne varnosti. Branje je pravzaprav kritična infrastruktura. Ja. Ja, je v bistvu kritična infrastruktura, pa osnovna infrastruktura za funkcioniranje. Ne? Se tudi, če pogledamo določene gospodarske nesreče ali pa večje delovne nesreče se zgodijo zato, ker nekdo ni razumel navodila. Ne? V sklepnem delu pogovora bi se želel dotakniti tudi nacionalnega dneva branja. Za kakšno pravzaprav spodbujevalno akcijo gre? Ja, nacionalni dan branja praznujemo letos prvič, 5. marca, seveda na rojstni dan doktorice Mance Košir, ki je bila vsaj v 3 vlogah vpeta v branje, torej kot raziskovalka, kot ustvarjalka literarna in blazna promotorka branja. In kot mama. In kot mama, ja. Potrebno poudariti. Ja, čeprav obe hčeri povesta, da sta radi doma rekli, da oni pa ne berejo z Manco Košir. Ne? Ona je brala sama. Ja, ona je bila bralni zgled odraslega, ki bere. Vem, ker... V tisti fazi, no. Ampak ja, ta dan bomo letos prvič praznovali, osrednji dogodek bo v Mariboru, ampak zvrstilo se bo pa vrsta dogodkov tudi po knjižnicah, šolah, založbah. In v bistvu s tem želimo narediti branje kot branje vidno, prisotno, v družbi opolnomočeno in da se o tem govori. Ne? Imamo dan poezije, imamo knjige, imamo vse, ampak branje kot tisti skupni imenovalec vseh nas želimo postaviti pač v en prostor. No? Tako da verjamemo, da bo ta dan živel še dolgo. Gre za dvigovanje zavedanja pomena branja. Za konec, kaj pa vaju, ki sta se poklicno zavezali k branju, spodbudi k branju? Ali ste še sposobni brati neprofesionalno in v branju uživati? In še, kako bi nagovorili tiste, ki ne berejo ali berejo malo, da bi začeli ali si pot pogosteje usmerili med platnice? Tukaj gre za odločitev. To pomeni odločitev, da se boš recimo na dnevni ali pa vsaj vsakih nekaj dni odločil, da boš namesto nečesa drugega, ker alternative vedno obstajajo, ne samo v smislu medijev, ampak tudi v smislu tega, kaj bi človek počel, sprehodi pa tako naprej. Skratka, da se boš odločil za to, da boš bral. In izkušnje kažejo, da je smiselno vzpostavljati stvar v smeri neke vrste navade ali pa obreda, naprimer pred spanjem ali zjutraj ob kavi ali karkoli že pač kdo pije, da se vzame gradivo za branje in da se bere. Ne? Se pravi, ta vzpostavljanje navade, posebne navade. Jaz rada rečem, da berem najprej kot bralka. Ja, si že izbiram, malo se nam pozna profesionalna deformacija, ampak najprej berem kot navdušena bralka in potem v enem trenutku pri leposlovju ali pa pri stroki, torej, zdaj, če niso tisti res strogo vezani članki, ki so vezani na službeno okolje, se vedno pojavi en moment, ko pa mi naredi nekje v glavi klik, zdaj v enem od centrov ali pa v enem od tistih, klik. To bi pa lahko bilo v tem delovnem DDDD. In grem iz prostočasne bralke v, če temu rečem, profesionalno bralko. Je pa ta prostočasnost vezana na spodbude, ki jih tudi dobim. V bistvu največkrat, jaz sama rečem zelo rada, da branje je odnos. Branje je kot tisti čigumi, ki nas vse povezuje, ali pa žvečilka, pač kakorkoli. Ampak berem zaradi nekoga ali pa ne berem zaradi koga. In
tudi ta priporočila, ko mi nekdo reče, če Sabina, daj, si to prebrala, ne? Čeprav, se veste, mi smo tudi tako, da redko kdo nam še kaj vpraša na to, ne, bolj reče, daj mi ti povej kaj, ampak Priporočila. ja, ko mi nekdo, ta interakcija, to je tisti največji spodbujevalec in če želimo tisti, ki ne berejo, in branje približati samo prek odnosa. Samo tam, kjer se potem lahko počutijo tudi varne, da rečejo, jaz pa ne berem. In ne bereš, v redu, ne rabimo zdaj raziskovati, različne so okoliščine. Nikoli ne bomo vsi brali, ali pa bojo manj brali, tudi vsi ne. Da se počuti varno in potem gre počasi po eni poti. Zato je tudi ful pomembno, res zelo pomembno, da na otroških oddelkih si lahko odrasli sposodijo slikanice, ker nekateri se v določenem življenjskem obdobju vrnejo nazaj in nimajo kondicije brati 400 strani zahtevnega leposlovja. V slovenskem prostoru imamo izredni privilegij, ker je otroška in mladinska literatura najkakovostnejša, ker je toliko sit kakovosti, ki je naprimer pri leposlovju za odrasle niso prisotna. Ne v takšni meri, kot pri leposlovju za otroke in mladostnike. In če se odrasli tudi vračajo k temu branju in se vračajo v svoje mogoče bralne spomine, je ključno, da se prebujajo novi bralci. Da se vrnem, ne, moja osebni pristop je vzpostavljanje navade, rituala branja. Sabina Fras Popovič, Polona Viler, hvala za pogovor in vse dobro. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam. Hvala. To je bila oddaja Grafoskop o kulturno-umetnostni vzgoji. Zasnoval sem jo Kleman Mrkovčič, tehnično sta jo uredila Matjaž Miklič in Urban Gruden. Oddaja je dostopna tudi kot podcast. Produkcija Uredništva za kulturo, februar 2026.